Ne, jaz sem niti šole. Zaradi tega, ker pravzaprav se tudi mi tukaj velikokrat sprašujemo o tem, kako lahko funkcionira nekdo, ki je aktivni državljan, če o stvareh, o katerih odloča, kadar sploh lahko odloča, recimo na volitvah, nima pravih informacij. In to je ena taka zelo zapletena tema, to dokam seže zasebnost in posameznika in tudi pravnih oseb in tudi držav, ker namreč vsak tisti, ki si ne želi, da bi informacije bile posredovane v javnost, se sklicuje na bodisi svojo zasebnost, bodisi tudi na neko varovanje podatkov, ki so pomembni za varnost države in tako naprej, vendar mi se tukaj res stalno sprašujemo o tem, kako naj jaz grem na volitve, če pravzaprav odločam o stvareh, o katerih nič ne vem. Jaz sem naivno mislila, da je diplomacija tista, ki rešuje probleme na svetu, ampak če greš prebrati, ne vem, 10% teh diplomatskih depeš, žalosti ugotoviš, da je diplomacija tista, ki povzroča spore na svetu. In mene je to na nek način šokiralo. Jaz sem vendarle mislila, da diplomacija počne v glavnem dobre stvari, sem vedela, da včasih tudi kakšno svinjarijo, no? Ampak če te depeše bereš, tam jaz nisem niti v eni depeši videla nič kaj dosti dobrega, ne? Jaz sem napisal kar nekaj člankov na podlagi tega, kar sem slišal neuradno, kar sem uganil, kar sem zvedel tako, kot ne bi smel vedeti, kar so mi zaupali ljudje, ki si moral jaz priseči, da ne bom nikoli niti oddaleč namignil, odkot sem to zvedel, ne? Ampak vedno ti kot novinarja ostane en slab občutek, da samo zavestno pišeš o nečem, kar temelji bolj na ugibanju, kot na preverjenih dejstvih, ne? In zdaj to, kar Wikileaks nam daje kot božično darilo, je to, da lahko reči, kar nas zanimajo, ne? Lahko preverimo vsaj z ameriške strani. In pač, če je tukaj kakšen državni uslužbenec, se seveda tudi jaz pridružujem temu apelu, izdajte svojo državo in pošljite na najbližji server vse komunikacije s svojimi institucijami in komorkoli, od tega bomo vsi samo pridobili. Mislim, ta šok po teh prebranih depešah je pri meni povzročil eno jezo, ne? Ampak ne jezo, da bom zdaj, ne vem, spremenila svet, ker vem, da ga ne morem, ampak jezo zato, ker nič ne morem. Pa ne zasedam enega tako nepomembnih položajev v državi, kot informacijska pooblaščenka, samo mimogrede sem edina v državi, ki ima možnost umika stopnje tajnosti z dokumentom izven državne uprave, torej izven vlade. Jaz te možnosti nisem velikokrat do zdaj izkoristila, sem jo dvakrat. In potem, kar vidim, kako se stvari dogajajo v Sloveniji, lahko rečem, da se, ne vem, označevanje zaupnosti dokumentov ne zlorablja pretirano, ne? To, kar je mene fasciniralo pri teh depešah, ki sem jih bral, ne pri povzetkih v teh 5 svetovnih časopisih, ki so naredili eno zelo smešno operacijo, ko so šli zelo hitro v tabloidni register, ne? So pogledali, kaj je šokantnega, kaj je skrivnostnega, kaj boli, ne? In bojim se, da so vse, kar je bilo iz tega registra, strpali na 10 člankov, ne? In da se bojo naveličali, ker brati naprej je veliko bolj zanimivo. Namreč pridobiš možnost verifikacije, tle govorim z stališča žurnalizma, tega, kar se ti je zdelo, kar si napovedal, kar si moral ugibati. Jaz sem verjela, da je Švedska ena taka zelo demokratična država. Jaz vedno, ko predavam, govorim, mater, jaz bi pa tako rada videla, da bi Slovenija tako kot Švedska, ne. Potem se pa začnejo dogajati take stvari, da Švedska za eno tako stvar izda mednarodno tiralico. Gospodu Assangeu zablokirajo vse račune v švicarskih bankah, kar pomeni, da tudi Švica morala tukaj nekaj zraven imeti, ne. A je to malo nenavadno? To je zelo nenavadno. Jaz to tako razumem, da tukaj ne bi vzpostavil avtomatske zveze med tema dvema, mislim, ko zgleda čudno, ne, je antipatično, gre za character assassination, ne, ampak jaz bi rekel tako, tudi če Assange je posiljeval s tem,
kaj se na Wikileaks objavlja, nima nobene zveze. Če pa ni, pol po moje pa treba pa te dve punci zapreti, ker se pač s tem ne gre šaliti.